Tudi mini stanovanja ima lahko vse, kar ima veliko. Pomembno je zaupati arhitektu, ki ve, kakšne trike je treba uporabiti pri opremi malih stanovanj. V letošnjem letu je bila na evropski ravni opravljena raziskava Barometer zdravega doma. In kakšne so ugotovitve? Smo v meščanskem bloku iz 50 let. Na zvoncu piše Stairway to Heaven. Prav zanima me, kakšno nebeško stanovanje me čaka na vrhu. Do tja vodi menda kar 92 stopnic. Gospa Saša, kljub temu, da ste po poklicu arhitektka, ste to nalogo projektiranja tele mansarde zaupali svoji kolegici, prijateljici Špeli. Ja. Kako to? Zakaj? Res je, ja. Kot prvo je vedno ta problem časa, ne? Kot drugo je, Špelo poznam že dolg časa, poznam njeno strokovno delo, tako da se mi je zdela, takoj sem na njo pomislila, se mi je zdela primerna za to delo. In kot zadnje, kot lastnik imaš vedno do takih stvari, ki jih delaš zase, malo drugačen pogled, ne vidiš celotne slike. Imaš nek cilj zastavljen, ampak mogoče ta cilj ne bi bil ta prav za ta prostor. Zato sem se odločila, da tokrat pa pač prevzamem vlogo naročnika. In moram reči, da sem navdušena nad to odločitvijo in tudi pač sam rezultat kaže na to, da sem se prav odločila. Tako da ja, obedve so arhitektki, zato obedve znava brati načrte, razumeva prostor podobno, zato sva tudi zelo hitro prišli do končne rešitve. Pa je bil potem to slučaj, da v času, ko so pač prenavljali tole mansardo, ste šli takrat na počitnice oziroma na dopust? Ne, to je bilo kar planirano. Planirano? Ja. Ste se umaknili, pa naj v miru delajo pod življenjem? Ker se pravim, poleg tega, da sem si izbrala arhitektko, ki ji zaupam, sem zaupala tudi celotni ekipi gradbenikov, ki so bili tukaj prisotni, se pravi vsem izvajalcem. Jih poznam že odprej, ne, tako da tudi njihovemu delu zaupam. Od gradbenika, inštalaterja, mizarja, steklarja. Tako da sem si dovolila preskočiti stres, ki ga pač ta gradbišča, ki ga vedno prinašajo, sploh v blokih, in sem šla na dopust. Arhitektka Špela. Verjetno je posebna čast, da ti kolegica nameni prenovo njenega stanovanja. Na začetku je bilo kar malo treme, zato ker jasno, ko delaš za stanovskega kolega, je to pa še toliko večja odgovornost, ne? Kaj bo on potem... Ja, seveda ne, ker isto on počne tako kot ti, ne. Kako umestiti na 30 kvadratov, ki je razdeljenih na 2 nivoja, kako umestiti? To so bile prve želje, ne, naročnice, in sicer veliko postelja, dnevno zofo in stopnice za prehod med obema nivojema, da so prostorne, ne smejo biti majhne, ne smejo biti okrogle, skratka prostorne stopnice, ki bi bile hkrati tudi nek dekorativen element v celem prostoru. Pa hkrati imeti noter pomivalni stroj, pralni stroj in vse te stvari, ki običajno potrebuješ za življenje. Ja. Točno tako. Recimo prav neki principi oblikovanja teh majhnih prostorov so recimo vodilo tako, da ti združuješ funkcije. Recimo tukaj imamo zofo, ki je hkrati za dnevno posedanje ob jedilni mizi nadomešča dodatna 2 stola. Hkrati je ta zofa, ko jo raztegnemo, ležišče za dodatni 2 osebi. Noter ima pa tudi shranjevalne prostore za recimo dodatne odeje, posteljnino, dodatne blazine oziroma za neko večjo garderobo. Potem hkrati, tako sem že prej omenila, stopnice so hkrati povezovalni element, čist funkcija iz enega nivoja, kako pridemo v drugi nivo, hkrati pa te stopnice noter nosijo v sebi še dodatne te shranjevalne površine, teh nekih velikih sesalcev, sušilcev za perilo, na tej strani tudi neka prtljaga, dodatne škatle. Hkrati imajo tudi te kuhinjske omarice za fronte, mi skrivajo prostor, ki je namenjen za shranjevanje stvari, ki jih rabiš v kuhinji, hkrati pa tudi tam naprej še pralni stroj, ki ni del kuhinja, ampak v tem primeru je bila tudi ena od zahtev, kako v bistvu narediti čim večjo kopalnico. Ker zdaj, recimo, prav pri oblikovanju kopalnic je nek tak trend, da je to vse večje, vse bolj dnevna kopalnica, da se ti noter lahko enostavno obrneš. In to na 30 kvadratih je bil tudi izziv, zato je pralni stroj pod hladilnikom v kuhinji. Kako povečati nek prostor z uporabo ogledal?
Zdaj tako, ogledale smo namestili na obe zadnji steni. To pomeni, da eno veliko vertikalno ogledalo, predno ti zapustiš prostor, tako da se res v celoti vidiš, da si v redu za ven, hkrati pa ti podaljša prostor. Na drugi strani je pa v bistvu to ogledalo, ki je v podaljšku kuhinjskega niza, se pravi v dnevnem prostoru, v tej niši, je pa to ogledalo zelo dekorativno, hkrati služi samo za ustvarjanje nekih zrcalnih ambientov v tem prostoru. Že samo stanovanje, ko smo stopili prvič v to stanovanje, je bilo zelo svetlo. In sicer imamo strešna okna na obeh nivojih, to pomeni, da je prostor enakomerno osvetljen, to je največja odlika prostora. Potem pa še imamo strešna okna na obeh strešinah, tako da imamo sončne žarke v stanovanju preko celega dneva. Ujamemo in vzhod in zahodno lego. Tako da, kar se tega tiče, je idealna razporeditev svetlobe. Zvečer smo pa recimo naravno svetlobo umestili znotraj strešne konstrukcije. Te obstoječe lesene zveze skrivajo noter LED trakove. To so ledvice tukaj zadaj. Ja, LED trakove, ki so obrnjeni tako, da oni svetijo in navzdol in navzgor. Na ta način tudi zvečer, recimo, če imamo mi svetlobo ponad na stropu in je strop temnejši, v tem primeru, ko imamo mi nekje na 2/3 vir svetlobe in če to osvetimo navzgor, nam na ta način še povišajo prostor svetilke. Gospa Neža, na kakšen način čim bolje izkoristiti mansardo? Mansardo izkoriščamo praktično tako, da izkoristimo njen potencial, to je volumen. Tako kot smo danes v enem stanovanju, vidimo to dvoetažnost, ki se izkaže še posebej dobra rešitev, če je stanovanje majhne. Se pravi, mansarde imajo to gracioznost, volumen. Vemo, da arhitektura se meri po volumnu, ne po kvadratnih metrih. Letos je bila na evropski ravni narejena raziskava Barometer zdravega doma. In zdaj me zanima, katere pa so glavne točke ali pa karakteristike, katerim se posveča ta raziskava? Če smem, bom jaz kar odprla na strani, da bo imela majčkeno za oporo. Takole, na prvem mestu, kar lepo sediva pod okni, ki daje svetlobo, če smo v prostoru, ki je dobro osvetljen, tudi kvalitetno osvetljen, se za 50% bolje počutimo. Svetloba daje energijo in mogoče zelo pomembno je tudi dejstvo, da 76% Evropejcev prižiga luč podnevi. Se pravi, to pomeni, da v kopalnici nimajo oken. Tudi v dnevnem prostoru ali kuhinji, v otroški sobi, delovni kotički, prostori so podhranjeni, še hujše pa, da se tega ne zavedajo. Torej, nekaj moramo tudi na tem segmentu narediti, učenju praktično. Se pravi, prva točka svetloba. Druga je temperaturno ugodje. 50% je več nosnih obolenj, obolenj grla, če je temperatura v prostorih prenizka. Podobno je recimo tudi plesniva stanovanja, problematika plesnivih starih stanovanj, 50% več možnosti, da se dihalne poti vnamejo. Potem je recimo svež zrak, spet produktivnost je toliko večja. Tukaj imam še en podatek, ki sem se ga prav zapomnila, lepo napisan, 59% Evropejcev prezračuje manj kot 2-krat dnevno. Ja, to je mogoče... Če pa delajo cel dan, ne morajo doma pol prezračevati. Sobote, nedelje. Prazniki, ja, počitnice. Tako, ja. Pa kljub temu, zaprt prostor, konstanten zrak, svež zrak, niti ne zavedamo se včasih, kaj dihamo. Ta četrta zadeva je, da Evropejci so spoznali dobro spanje, kot tisto, kar jih polni z energijo. Tukaj seveda lahko še dodava mogoče moža, ženo, kdo smrči, kdo ne smrči, ampak ko gledamo te ostale vidike, se pravi pogoj za spanje, primerna temperatura, svež zrak. To je zaenkrat ključno. Kot bi prej rekel, nižja temperatura se bolj spika pa... Tako, definitivno, kakšna stopinja mej. Ne več, ker potem je že problemi, ampak pustiva te zadeve. Zadnja zadeva je pa primerna vlaga. Primerna vlaga v stanovanjih, ker vemo, da s kuhanjem, pranjem, pomivanjem zelo hitro naraste. Problemi so tudi plesnivost in tako naprej. Tako da te zadeve, Verjetno slaba gradnja. In če še nekaj omenim, kaj ljudi motivira za prenove? 75% ljudi motivira to, da bojo dejansko manj plačali na koncu, ampak skoraj isti procent, 73%, jih motivira pa to, da bojo zdravo živeli.
ne? To zdravo bivanje, to, da si je dom zdrav. Ja, sej, verjetno je to v smislu vsega skupaj. Tako je.